Slovenija, odeta v zeleno ogrinjalo, pripoveduje zeleno zgodbo. Skoraj 2/3 njene površine sta prekriti s prostranimi gozdovi in celo v mestih utripa zeleno srce. No, da bi ohranili ta zeleni raj tudi za naše zanamce, v številnih destinacijah stremijo k trajnostnemu razvoju turizma ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine. Zato sem se s kolesom odpravil na Slovenija Green Gourmet Route, da izkusim neokrnjeno naravo in spoznam, zakaj je Slovenija s svojo usmeritvijo v zeleni in butični turizem uvrščena v sam vrh najbolj trajnostnih destinacij sveta. Ampak najprej nebesa. V bistvu je to kraj, kjer se človek lahko najde, če se želi najti, ker je kraj ne samo za telo, ampak predvsem za dušo. V Soški dolini je še veliko neodkritih kotičkov, kjer si lahko tudi sam, tudi v najvišji sezoni. Imamo številne poti, ki niso obljudene, ali pa kar samo greš v gozd in doživljaš nek ta gozdni selfness, ki je danes tako popularen, mi ga imamo pa tu v bistvu na vsakem koraku. Ja, dolina Soče v sebi še vedno nosi neko divjost, neko divjinskost. Nenazadnje smo divji tudi malo ljudje, če tako hočete, ampak to je v bistvu neka pristnost, ki mislim, da je danes največ vredna. Smo pa videli ta manjko nekih produktov, ki bi povezali te Slovenija Green destinacije. Potem smo z razpisom, ki ga je imelo Ministrstvo za gospodarstvo, mislim, da leta 2018, začeli razvijati Bike Slovenija Green produkte, kolesarske produkte, ki na trajnostni način preko kolesarjenja in preko vlaka povežejo Slovenija Green destinacije. Videli smo, da je velik interes, bila je 2020 izbrana strani Guardiana in National Geographica, kar top produkt. In ker je letošnjem letu Slovenija gastronomska destinacija v Evropi, smo se odločili, da bi naredili tudi ta gastronomsko ruto, ki poveže najboljše destinacije, ki razvijajo in ki se fokusirajo predvsem na kulinarični turizem. Zeleno doživetje je že, ko pridete k nam. Vidite, vi ste težko prišli z biciklom, ne? In potem vidijo, kakšno je življenje tu. Vidijo pokošeno travo, pa jim damo grablje, pa dajmo skupaj pograbiti malo seno. Pa jih peljemo do izvira, pa rečemo, recimo, nesemo pletene tiste vrče, pa si nalijemo vodo, pa pridemo gor, pa recimo jim razkažemo okoliške hribe. In potem, ko se vrnemo domov, si naredimo skupaj eno kosilo. Tu na ognjišču zagurimo ogenj, potem naredimo polento v kotlu, kakšno domačo joto, klobase. Tu dol je planina, imamo precej sira, skute in iz frika je pač iz planinskih sirov in krompirja in tisto je tipična tradicionalna jed, ker jo pač jemo tle na Stadorju. V bistvu nismo nič spreminjali, da bi se učili od nekih drugih praks, ampak je v bistvu tako, kakor delamo, kakor bi delali sami zase vikend in kakor bi sami hoteli, da gremo nekam na oddih. In tako pač v bistvu hočemo, da se tudi ostali potem pri nas lepo počutijo. Pravim, da je trajnost nekako že zapisana v nas samih. Praktično tudi vsi tisti naši ponudniki, ki so šli v postopek pridobivanja zelenih certifikatov ali pa kakšnega drugega trajnostnega certifikata, niso imeli nobenih težav s posebnim prilagajanjem oziroma zagotavljanjem nekih zahtev, ker praktično na tak način briški človek že živi.
Zavezani smo naši zemlji, zavezani smo tradiciji in dejansko ta čut, ki ga gojimo do vsega, kar je okrog nas, nas tudi vodi, da trajnostno živimo. Ne nazadnje se je trajnostni zavezala tudi naša vinska klet, zadružna vinska klet, ki združuje kar 400 briških družin in dejansko so oni poleg našega zavoda tudi neke vrste koordinatorji in tisti, ki izobražujejo briško populacijo, da dejansko še bolj živi v skladu z vsemi potrebnimi zahtevami z vidika ohranjanja res vseh naših danosti. Če je kak posel na tem svetu dolgoročen, dolgotrajen, je to vinogradništvo. Ena generacija misli na 2-3 naslednje in je to utkano v sam model. Seveda, da se to zgodi, potem moraš imeti pa prav vse elemente trajnosti, tako da od tega lahko živiš, da ohraniš vinograd v kondiciji, zemljo v kondiciji predvsem in ljudi, ki se bojo dovolj močno zaljubili v ta posel, da ga bojo nadaljevali. Mi smo nekako tako stati in obstati, tako da vsaka generacija teži, da vinograde zapusti svojim naslednikom, tako tudi v firmi, vedno, ko so se dogajale krize, take in drugačne, je vedno zmaga en pogled naprej. Kaj pa moramo narediti, da bomo tudi jutri, tudi pojutrišnjem to počeli, tako v odnosu do zemlje, do narave, do okolice in seveda tudi do ekonomije. Vipavsko dolino je že Ciril Zlobec opeval kot rajsko dolino in točno tako jo doživljamo tudi mi in tako jo predstavljamo našim gostom. Dolina je raj za kolesarje, je raj za pohodnike. Tukaj prihajajo ljubitelji, ki res cenijo domačo, lokalno hrano, vrhunska vina, pivovari, pa tudi recimo ponudnikov je zmeraj več, ki nudijo res take atraktivna pa posebna doživetja. Naš koncept, naša zgodba je bila, da mi ohranimo naravo točno tako, kot je. Torej, naše vodilo je bilo naravno, neinvazivno. Zelo pomembno vlogo so igrali tudi v bistvu ti trajnostni naravni materiali, kot so, ne vem, kamen, les, steklo. Tako da in zadovoljni smo v bistvu, da smo šli v to smer in da smo tako izpeljali to zadevo. Kaj je zame kuhinja? Zame je kuhinja na prvem mestu osnovna sestavina. Pazim, da te osnovni sestavini ne spremenim osnovnega okusa. Vseeno pa postrežem na način do gosta, da gost začuti in vidi, da je nekdo delal in mislil na njega. In tukaj gledam, da ima vsaka jed, da ima zgodbo, da ima svoj zakaj. Zgodba mora imeti temelj, mora imeti, rečemo Primorci, fondo, mora imeti tisto trdnost. In tako nekako jaz stvarjam te jedi s temi mislimi, predvsem pa največkrat pa spomini na otroštvo. Največkrat, jaz pravim, vsak v nas je, vedno ostane tisti delček otroka, otroštva, ki bo hvar, če ne, kakšno bi bilo to življenje. Dostikrat si v kuhinji tudi zakompliciramo z ekipo življenjem in zakompliciram življenje z nekimi idejami, z nekimi novimi tehnikami. Samo kaj je najpomembnejše? Da ko pride jed iz kuhinje pred gosta, da je pa enostavna, da je sam pleasure in da je uživanje.
mi smo ne San Daniel, ampak smo Svet Daniel, kaj je slovensko ime. In Svet Daniel je imel tudi svoj način prehranjevanja in to bomo tudi mi zdaj dali na plano, na svetlobo. Je čas, smo mi pripravljeni, je naša družina pripravljena, naša ekipa je pripravljena na to in tudi naši gosti. Je pa trajalo nekaj časa, da smo določene faze predelali, jih razčistili. Da si upaš. In zdaj, ja, tako, čisto iskreno, ko si povedal, si upava, ja. In bomo šli kar precej orto, tako da bo kuhna zdaj temeljila izključno na 70% rastlinski prehrani v kontekstu sadja in zelenjave, 30% bojo pa rastlinske beljakovine in maščobe in ogljikovi hidrati. Tako da bomo res stopili na eno tako kontrapot vsemu, kar nam to življenje trenutno ponuja. Moram reči, da Slovenci smo malo razvajeni, predvsem kar se jam, pa posebej mi kot jamarji. Ko greš po svetu, pa gledaš, kaj ti ponujajo za kakšne denarje. Ni to, pri nas so res jame, kot morajo biti. Škocjanske jame in naš kras so dale tudi imena kraškim pojavam po celem svetu. Kras izhaja iz tukaj, dolina se uporablja povsod za enake kraške pojave po celem svetu, recimo ime. No pa seveda v teh dolinjah imamo tudi izven jam, čeprav jih štejemo še nekako k jamam, še izjemno pestro rastlinstvo in živalstvo, ki je kot ostanek ledene dobe, pa tudi toplejših dob, vse zmešano na enem zelo majhnem prostoru in je zelo posebna v bistvu. Tako da ja, škocjanske jame niso samo enoznačne, so seveda izjemna narava, ampak tudi povezana z kulturo ljudi, ki so to živeli in jih raziskovali in ponesli potem ta sloves krasa po celem svetu. Ja, Slovenija je zagotovo dežela, ki pripoveduje zeleno zgodbo. Je ena najbolj zelenih držav na svetu. 60% njene površine je pokrito z gozdovi, izjemno bogata z biodiverziteto, z vodami. In dejansko, kamorkoli se ozremo proti alpskim vrhovom, proti Jadranskemu morju, krasu, gozdovom ali pa proti vinogradom in Panonski ravnici, vse je zeleno. In zgodba o Sloveniji je zgodba o ljubezni Slovencev do narave, do aktivnega oddiha in o naši odločenosti, da to naravo ohranimo. In zato je Slovenija postala tudi znana po svoji konsistentni, dolgoročni usmerjenosti v trajnostni razvoj. Kot tako so jo tudi prepoznale destinacije po svetu, tujina, stroka in na to smo posebej ponosni. No in verjetno kot posledica tega se je porazvila tudi shema Slovenija Green, trajnostna shema. Tako, to je bila zelena shema slovenskega turizma, je nacionalni program, ki pod krovno znamko Slovenija Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj v Sloveniji. V bistvu je orodje, s katerim destinacije in ponudniki pospešujejo trajnostni razvoj, se pravi hoteli, agencije, restauracije, plaže in tako naprej. Dejansko je shema, ki omogoča na daljši rok razvoj, trajnostnega razvoja, je en proces učenja, temelji pa predvsem na več kot 100 mednarodno primerljivih kriterijih na področju trajnosti in pokriva vsa 4 področja trajnostnega razvoja. In izjemno sem vesela in ponosna, da je dejansko v teh letih v shemo vključenih že več kot 170 destinacij in ponudnikov.
Ja, torej, Grajski vinograd je še ena izmed zelenih zgodb Ljubljanskega gradu. Leta 2016, ko se je Ljubljana ponašala z nazivom Zelena prestolnica Evrope, smo tule na južnem pobočju Grajskega griča zasadili 1050 trsov bele in rdeče sorte vina, napolnili že 2 sezoni, torej 2-krat že buteljčili steklenice. In ja, odlično se podajo tudi k grajskemu produktu večerja v vinogradu. In lepo Grajski vinograd tudi zaokrožuje tole našo vinsko zgodbo, ki jo na gradu gojimo s potomko stare trte iz mariborskega Lenta na Grajskem dvorišču, z Grajsko vinoteko na Ljubljanskem gradu, ki ponuja izključno slovenska vina, med drugim tudi Rdečegrajc in Belpin iz Grajskega vinograda. Potem sva se nekega nedeljskega popoldneva peljala mimo te posesti, ki je bila popolnoma zaraščena, in moja prva asociacija je bila: ustavi, da vidim, kaj je to za ena trnuljčica. No, kasneje se je izkazalo, da je bilo res zaraščeno s črnim trnom, katerega plod je trnulja. In tako je samo posestvo dobilo ime ob prvem stiku s posestvom, ko ni bilo še nič takega, kar vidimo danes. Vizija je postati najbolj prepoznavno trajnostno posestvo v Evropi. V nekem delu smo to že uspeli, saj nas je časopis The Guardian označil kot eno od 10 najboljših nastanitev v Evropi, ki nudijo tudi kulinarične delavnice. Zdaj nahajava se v Posavju in kot ime samo pove, ga to območje nekako najbolj zaznamuje, ga je zaznamovala reka Sava. In vzdolž tele reke, ki jo še danes, s katero se vsi poistovetimo, je našlo prostor tudi kar nekaj gradov. Vsaj 6 jih je v tej dolini tudi povezani v projekt, če rečem, ali pa skupno poimenovanje Gradovi Posavja. Vsak svojo zgodbo, pomembno zgodbo, ki je lahko zanimiva za turiste, od najmlajših do tudi malo starejših, odvisno kaj iščejo. Bi pa rekla, da vse te naše gradove povezuje predvsem kulinarika. Lokalne skupnosti nekako spodbujamo, da se porablja, da se pač skrajša pot od pridelovalca, se pravi od kmeta do krožnika, tako da delamo veliko na vsevnici tudi na kolektivni blagovni znamki, pod katero združujemo tako kmeta, gostince kot tudi hišo gastronomije, ker se to lepo povezuje. Poskušamo tudi naše ponudnike usmerjati, da sami razmišljajo podobno in da se odločajo za ta način. Hotel Ajdovec je bil v letu 2018 v celoti renoviran. Pri prenovi smo uporabljali energetsko varčne materijale, veliko je naravnih materijalov, veliko je lesa. Sredi tega mestnega betonskega okolja smo poskušali narediti eno oazo, zeleno oazo, kamor bi nekdo lahko prišel in v miru, kot v naravnem okolju pač užival. Kozjanski park je znan kot vroča točka biodiverzitete in nekako to je tisto, kar ljudi, goste, obiskovalce vleče v Kozjanski park. Top točke Kozjanskega parka, da jih tako imenujem, je travniški sadovnjak, tule v bližini Podsrede, kjer obiskovalec spoznava od tradicionalnih avtohtonih sort sadja do travniških rastlin, metuljev, ptic, orhideje so tiste, ki jih je tudi možno videti v poletnih mesecih. Pravzaprav nekateri pridejo iskat samo določeno vrsto orhideje, drugi pridejo zaradi ptic. Tule v bližini Bizeljskega je en opuščen peskokop kremenčevega peska,
kjer si je svoje domovanje našel ptič čebelar, v bistvu najbolj živopisen ptič, kar jih je v Sloveniji, ki ga lahko opazujemo od 1. maja pa nekje do sredine avgusta, ko odleti nazaj v južne, toplejše kraje. Naši gosti so različni. Glede motiva prihoda pa smo jih nekako, sam jih lahko nekako kategoriziram v 3 kategorije. Eni so taki, ki so sami po sebi že zapriseženi temu trajnostnemu načinu bivanja in tudi dopustujejo na ta način. Drugi so takšni, ki sicer niso toliko nagnjeni k temu, vendar vidijo svoj dopust, svoj prosti čas v preživljanju v naravi. Tretji so pa takšni, ki poskušajo razne stvari. S tem, da vsem je pa ista točka, rečemo ista rdeča nit, lep in odgovoren odnos do narave, ter da cenijo estetiko in maksimalno kakovost bivanja in preživljanja prostega časa. Ja, na naši kmetiji imamo osličke, ponija, kokoši, pujse, zajce, skratka, veliko imajo otroci možnosti ustvariti stika s temi živalmi, lahko pobirajo jajčka in to so ta neka doživetja, ki jih pač ponujemo tem našim družinam, ki pridejo k nam. Ja, tudi to sami pečemo doma, tako da pomagajo mi tudi veliko naši otroci, ki so naša vizija za naprej, da bo razvoj na tem bregu praktično in turizem šlo v druge generacije. Rogaška Slatina je že 400 let znana po mineralni vodi Donat MG, edinstveni mineralni vodi na svetu. Steklo, ki predstavlja naš simbol, ter celotni trajnostni destinaciji, torej zelena destinacija, varna. Tukaj zdravje postavljamo na prvo mesto. Vsekakor je to en velik dokaz za destinacijo, za vse, ki prispevamo k kraju, k trajnostni, k vsem turističnim deležnikom občine Rogaška Slatina. Vsi se trudimo, da nam kraj pustimo našim zanamcem, takšnega, kot ga imamo danes. Ja, trajnost vsega začetka smo že ekološka kmetija med prvimi v Sloveniji in to je bila tudi prava odločitev. Tudi zelo gosti so sprejeli, da tudi trajnostno ekološko smo usmerjeni. Zadnjih 8 let pa se tudi po permakulturnih načelih usmerjamo. V bistvu permakulture so žitje rastlina, živali, objekti, narava in ljudje, da si vsi med sabo pomagajo. Moraš biti pa v bistvu ekološki kmet. Na osnovi tega smo pa tudi želeli pridobiti ta novi znak Slovenija Green Cuisine. In vidim, da so goste zelo sprejeli, sploh Slovenci. So kar to v bistvu poslovenili, zdaj govorijo zelena kuhinja, vidim, ko pridejo. Ja, vi pa imate zeleno kuhinjo in kar vidimo, da so ljudje kar sprejeli, zlasti Slovenci to tudi. Ja, danes smo vam pripravili zgodovinsko enolončnico, izvira nekje iz železne dobe. Je pa značilno, da v njej ni nič takšnega, kar je potem v Evropo prineslo odkritje Amerike, se pravi, v njej ni krompirja, ni koruze, paradižnika, paprike in tako naprej. Res so sestavine vse tiste, ki so rasle že v prazgodovini na tem območju in s katerimi so se ljudje tukaj tudi prehranjevali.
Vsekakor je to najstarejša, žlahtna, še vedno rodna vinska trta. Prihodnje leto bo minilo pol stoletja, odkar so ugotovili, da je stara od 350 do 400 let in to tudi znanstveno potrdili. In v 50 letih praktično ni prišel nihče znanstveno potrjenim dokazom, da kje rasa še starejša. Razumem ljudi, ki prihajajo, razumem ljudi tudi, ki se želijo trte dotakniti v smislu energije. Trta ima svojo energijo in veseli me, da njeno energijo ljudje doživljajo kot tisto, za voljo česar je vredno priti v Maribor, jo doživeti, o njej pripovedovati in prenašati to spoznanje naprej. Soodgovorni smo za to, da vse te danosti, ki so v tem prostoru, ohranjamo po svojih močeh, jih negujemo, ne nazadnje skrbimo zanje, ne nazadnje o njih govorimo, jih prezentiramo, so hkrati blagoslov in zaveza, če hočemo. To zeleno zgodbo Slovenije lahko izkusite tudi vi. Obiščite katero izmed destinacij, ki so zavezane trajnostnemu in zelenemu delovanju ter se ponašajo z znakom Slovenija Green. Moje ime je Aljaž Tepina, sem igralec, zagrizen kolesar in navdušen avanturist. Dobrodošli v zeleni, aktivni in zdravi Sloveniji, kjer postavljamo zeleno in odgovorno miselnost na prvo mesto.